Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam deklici Ališi, ki zelo rada prisluhne čarobnemu svetu pravljic. Še posebej všeč so ji pravljice z zajčjimi pravljičnimi junaki v glavnih vlogah. Ste si kdaj predstavljali, kako žalostno bi bilo, če bi se vam vsi v vaši okolici smejali samo zato, ker ste drugačni od ostalih? No, prav s takšno težavo se je soočal današnji knjižni junak, zajček Rik, saj mu en uhelj ni stal pokonci kot pri ostalih zajčkih. A kot boste slišali, je le en preprost trik Rikov svet postavil popolnoma na glavo. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji deklice Ališe z naslovom Uhlji takšni in drugačni. Na svetu so debeli zajci in suhi zajci, veliki zajci in majhni zajci, pametni in trapasti zajci, čisti in umazani zajci, predvsem pa seveda zajci in zajčice. In vsi do zadnjega imajo dvoje dolgih uhljev. Tudi Rikju je imel, samo da sta bila njegova majčkeno drugačna. Pravemu zajcu morata uhlja stati lepo pokonci, kakor sveče, oba. Riku pa je desni, si morate misliti, visel. Klapouhec, so se vsi norčevali iz njega. Ali pa, uhlje gor, kakor mi, saj niso tako težki. Dvoje ravnih uhljev. Rik si ničesar ni bolj želel. Samo kako naj ju zravna? Kadar je visel z veje z glavo navzdol, sta mu uhlja stala lepo naravnost kakor mačeta. Ampak saj ne more vse življenje kakor netopir bingljati z veje, ali ne? Pa je poskusil uhlja skriti pod babičino volneno kapo. Zajci so pokali od smeha, saj česa tako smešnega še svoj živi dan niso videli. Rik jih k sreči ni slišal, ker je imel uhlja pod kapo čisto zmečkana. Ko ga le ne bi tako žulilo. Potem je poskušal s korenčkom in ga meni nič tebi nič vtaknil v brezvoljni uhelj. Zajcem je pohajala sapa, tako so se krohotali. Mi daš malo uhlja za poglodat, so ga dražili. Nato je poskusil z vrvico in suho vejo. Zajci so od smeha popadali po tleh. Nesrečni uhelj si je prevezal s povojem. Domislil se je tudi očetove ribiške palice in kljukice za perilo. Pa balona. Zajci so se od smeha valjali po travi. Nič ni pomagalo. Si ga bom pa odrezal, motovilo uhljato, boste videli, je Rik jezno zažugal drevesom v gozdu. In tistih bedastih zajcev niti povoham ne več, nikoli več.
Kaj pa, če bi le pogledal k zdravniku? Je nazadnje posmrkal. In uhelj se mu je še malo bolj povesil. Zdravnik je Riku uhelj natančno preiskal, zunaj in znotraj. Zmeril ga je, stehtal in ga poslušal, če kaj čudno poklja. Nato si je vse, kar je odkril, natančno zapisal. Je nazadnje zamomljal. Saj ni nič narobe s temlem tvojim uhljem, mladenič. Majčkano je mlahav in mahedrav, sliši pa kakor najboljši zajčji uhelj. In povrh tega so na svetu takšni in drugačni uhlji. Na, s temlem korenčkom se posladkaj. Na poti domov je Rik pridno premleval zdravnikove besede. Da so na svetu takšni in drugačni uhlji? To je res. Mamica je imela recimo ljubke uheljčke, očka krepke uhone. Dedek je imel ščetinaste in babica mehke kakor puh. Jaz pa, je pomislil Rik, jaz pa imam na eni in isti glavi dva različna uhlja. Eden me boštrli, drugi pa proti tlom visi. Moral se je nasmehniti sam sebi. Pa kaj potem? Glejte, kdo gre, je poskočil eden izmed zajcev. Živjo, Rik, ga je pozdravil največji med njimi. Lepo, da si spet med nami. Znaš kakšen nov trik z uhlji? Znam, se je odrezal Rik. In to zelo dobrega. Pridite jutri na hribček, vsi, kar vas je. In vsak naj prinese s seboj dva sladka korenčka, pa kos vrvi. Glejte, je rekel Rik naslednji dan. Vsak naj položi en korenček pred sabo, drugega pa si priveže na uhelj. Čakajte, bom jaz pokazal. Vidite? En uhelj ne boštrli, drugi pa proti tlom visi. To je bilo smeha in zabave. Vsem so kar solze lile po gobčkih. Še nikoli se niso tako nakrohotali. In za spremembo so bili tokrat vsi enaki. Kakšna čudovita, predvsem pa srčna zgodba. Še mali nagajivi zajček Rik je ugotovil, da so uhlji na tem svetu lahko res takšni in drugačni. Naše posebnosti niso nekaj, zaradi česar bi morali biti žalostni, ampak so tiste, zaradi katerih smo edinstveni, rišejo nasmehe na obraze in bogatijo naš vsakdan. Ališa, verjamem, da si uživala v poslušanju Rikovih dogodivščin in hkrati spoznala, kakšno moč skriva skupen nasmeh. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti, prav tako zajčki obarvani pravljici z naslovom Trmast korenček. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravljičen pozdravček Ališi, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Rik, odličen trik.